A to meni what's up? What's up? A ni to tako kao... Ne, to je kaj novega. Amakuru, pozdravljeni, kaj je novega, pomeni to v jeziku Kinjo Rwanda. Danes sva v goste kar v najno skromno sobico povabila doktorja Krištofa Knapa, zdravnika slovenske reprezentance. Živa, kako se počutiš tukaj pred nama? V redu, sproščeno, smo že toliko časa skupaj tukaj in odpravi, da se pa človek sprosti, pa fino. Krištof ima srečo, da je sam v sobi. Zakaj so tukaj? Ker se ukvarjaš tudi s prehrano naših reprezentantov. Prehrana je eden od ključnih dejavnikov uspeha. Trening, spravi vadba, počitek, prehrana. Ja. Zakaj? En od ključnih temeljev, zato ker pač preprosto je to naše gorivo, na podlagi katerega sploh imamo energijo, da opravljamo neko delo, predvsem pa fizično zelo intenzivno delo, kar pa kolesarstvo je, kaj ne rečem, all about. Se pravi, vse se vrti okrog tega, koliko pravzaprav lahko mi obrnemo vatov vsako uro, v vsakem danem trenutku in seveda to pač moramo podpreti čisto osnovno z vnosom energije. In zdaj seveda vnos energije mora biti zadosten in podan telesu tudi v primerni obliki, da te lahko to sprejme tudi ob ekstremnem naporu. V ekstremnem naporu seveda pride v telesu do določenih prilagoditev, predvsem bi izpostavil to prilagoditev, da se v bistvu to okrog krvi usmeri v delujoče mišice pa v centralni živčni sistem in prebavila so v bistvu malo slabš prekrvljena, malo slabš prehranjena, imajo v bistvu malo omejitev. In zdaj, če mi takrat vnašamo neko neprimerno hrano, ta hrana seveda v prebavilih zastane, se ne absorbira oziroma celo dela težave, ker začnejo bakterije to secernirati, prekrvitve ni dovolj, se pojavijo bolečine in ponavadi zelo pomemben upad sposobnosti. Zdaj, če pa hrana primerna, nam pa omogoči ravno to, da hrano kljub ti ne popolno optimalni prekrvitvi vseeno uspemo nekako spraviti v obtok in v bistvu podpreti naše delujoče mišice. In seveda tudi cukor v živčnemu sistemu, da seveda zadeva še naprej funkcionira na visokem nivoju. In sodobna športna prehrana je zelo osnovana v tem, da pravzaprav dostavi ključno tisto gorivo, to v našem primeru predvsem ogljikovi hidrati, v pravilni obliki, da lahko tega telo sprejme veliko in pač porabi za mišično delo. Lahko smo veseli, da imamo na Kolesarski zvezi Slovenije odličnega sponzorja, ki nas opremi z vrhunsko prehrano, For Endurance. Midva imava zdaj tukaj cel kup izdelkov, blagovne znamke Endurance, ki jih naši reprezentanti z velikim veseljem uživajo. Povej mogoče na splošno, kaj je še pomembno, predvsem pri izdelkih, ki jih jemljemo med treningom, tekmovanji? Ja, zelo je pomembno, da so pač enostavni in pač ustrezno prebavljivi, seveda, da lahko sploh to toleriramo med naporom. Pomembno je seveda, kakšna je sama sestava izdelka v smislu tega, kakšni sladkorji so pravzaprav uporabljeni, če zdaj govorimo o športni prehrani kot taki, tisti, ki daje energijo med samo intenzivno vadbo. In pa na koncu je zelo pomembna tudi čistost. Višji nivo športa je seveda vsekakor tudi pod drobnogledom antidoping organizacij in vedno, ko zaživamo neka prehranska dopolnila, konec koncu tvegamo v resnici, da zaužijemo nekaj prepovedanega in smo na koncu zaradi tega lahko zelo hudo kaznovani, z izključitvijo. Zdaj, vse znamke športne prehrane danes, ki izdelajo svetu vrhunskega športa, se zelo trudijo pridobiti neke vrste certifikat, ki jamči pravzaprav za čistost njihovih izdelkov. Se pravi, oni dajo tako zvano serijo izdelkov testirati, neodvisne te organizacije to pač upravljajo. In seveda, če so te izdelki, se pravi celotna serija, če se izkaže, da pač gre za, da ni onesnažena, lahko potem to serijo označijo kot prosto kakršnih koli teh kontaminantov. Tako da tudi to je v bistvu zelo pomembno, da smo pozorni, to so različne oznake, recimo ena izmed teh For Endurance v bistvu uporablja to Informed Sports, ki je precej dobro uveljavljena v Evropi in nekako nam jamči, da pravzaprav tisto, kar smo zaužili, ni kontaminirano. Gremo mogoče kar v prakso. Okay. Zaenkrat se dogajajo treningi in verjetno kolesarji marsikdaj zaužijo poleg seveda klasičnih riževih ploščic še tole zadevo, training bar. Zelo simpatično je pri Enduranceu, da s temi številkami označijo, koliko gramov sladkorja
Ja. vsebuje v tem primeru 30 gramov. Koliko gramov ogljikovih hidratov pravzaprav? To je v bistvu zdaj nekak trend številnih proizvajalcev športne prehrane, da zelo jasen način ali pa čim bolj enostaven način poskušajo označiti, koliko pravzaprav ogljikovih hidratov, da lahko seštevati. V sodobnem svetu kolesarstva je nek tak vnos, do katerega vsi stremijo 120 gramov na uro. Se pravi, vsak lahko to tolerira, poje in zaabsorbira, v bistvu stremi k temu. In v vrhunskem kolesarstvu je to že zelo prijel. Te visoki odnosi so postali pravzaprav že norma, sploh pri res intenzivnih etapah. In seveda proizvajalci omogočajo, da je zelo lahko sešteti tudi vmes med naporom, ko pač je seveda tudi malo omejeno razmišljanje in to, in da pač ne pride do napak. Recimo, ja, ta trening bar v resnici ima pač res, kot si pač pojedel 30 gramov ogljikovih hidratov v razmerju maltodekstrin oziroma glukoza, fruktoza 1:0,8. In ja, imamo na ta način v bistvu 30 gramov. Narejen je v osnovi, mislim, da je tole iz datlov kot glaven vir. Vsebuje tudi nekaj maščob, tako da tle ne gre pravzaprav za čist najbolj tisti osnoven, samo glukozen oziroma ogljikohidraten vir, ampak je pač neka kompozitna mešanica, lahko prebavljiva, ker ne bi omenila prebavil. Ima pa ta izdelek v resnici noter tudi elektrolite, kar je tudi pomembno, seveda, ker se pač znojimo, zgubljamo predvsem natrij in ga pač treba nadomeščati. Ja, to je ta trening bar. Ko se napor stopnjuje, gremo proti gelom, Ja. ki pa v tem primeru vsebuje 45 gramov ogljikovih hidratov in so lažje jih je zaužiti, hitreje se absorbirajo. Ne? Tako, For Endurance je to sestavil neke enote, oni imajo 45, recimo eno enota, pri njih je označena kot 45, in to je sortma gelov, pa potem teh izotoničnih napitkov in se potem zelo z lahkoto seševa 45, 90, nekako so oni tudi vzpostavili, da je 90 neka številka, ki je zelo univerzalna, katerim bi lahko vsi stremeli, kar sem jaz razumel njihov koncept in pač je zelo lahko računati. 45 je gel, recimo pripravimo 45 bidon, pa imamo 90, če smo to zaužili v eni uri. In v različnih okusih, kdaj pa vzamemo kofeinskega? Koliko časa pred zaključkom? To je pa zelo tako dobro vprašanje, ko ne rečem, to so pa male skrivnosti velikih mojstrov. Ne, hecam se. Je zelo tako, kako tajmira ta kofein, načeloma kofein ima tak začetek delovanja, da čutimo cirka 30 minut, pik ne bi bil nekje 50 minut, malo seveda odvisno, kako to presnavljamo, v kakšnem stanju so prebavila, pa traja seveda njegov učinek kar nekaj časa. Tako da jaz v osnovi sem mnenja, da ga je boljše vzeti malo prej kot prepozen, ker če ga vzamemo prepozen, smo tisti glaven del efekta zamudili, če ga vzamemo malo prej, pa ponavadi ni nič narobe, pač malo prej dobimo tisti kick, ki pa čisto ustrezno traja naprej. Če pa imamo občutek, da bi zadeva začela že popuščati, pa vedno lahko dodamo čez še eno dozo kofeina, pa nekako držimo nivo. Ne uživajte tega zvečer. Odvisno od posameznika, bom rekel. V več okusih seveda, potem pa slišim, da niti gelov več ne uživajo toliko kot včasih, ker enostavno preveč leti, ni časa in potem pridemo do napitkov. Energy Unit drink vsebuje 45 gramov ogljikovih hidratov na en bidon. Tako, se pravi na pol litra načeloma, razen če si to razdelimo v več tekočine. Pripravljeno je v bistvu tako, da je tudi ta elektrolitska mešanica prilagojena tej dozi 45, se pravi, dobimo polno to dozo elektrolitov, tako kot so si pač zamislili pač proizvajalci. V tem primeru bi šlo to na porcijo 0,7 grama natrija, oziroma soli. To je potem ena ta, se pravi, dobimo in elektrolite in ogljikove hidrate in to je pač 45 kot neka osnovna enota. Zdaj nekateri proizvajalci imajo osnovno enoto 30, nekateri 40, v tem primeru so odločili za 45. To mi je zelo všeč, da je res preprosto in na lepem vsi razumemo prehrano, ko poznamo neke čiste osnove. Ta osnovna matematika dejansko pa zelo hitro laufa. Potem imamo pa tole 90 gramske na porcijo, se pravi na en bidon, energy drink, 90, 4 žličke v 500 ml vode. V bistvu razlika med 45, kar sem jaz razumel, njihov koncept je v resnici v bistvu samo v tem, da je pač tukaj prilagojen, da se pravi elektrolitska mešanica pride enaka, se pravi na 4 merce se tukaj dobi enako elektrolitov, kot se jih tam dobi na 2 merci. In to je pač vsa razlika, ker seveda, če bi tistega pač dozirali več, bi seveda tudi delež elektrolitov, ki jih dobimo v enem bidonu, naraščal. In to je ta matematika. 90 je drugače res priročno. Sem imel že kar nekaj opravka z 90, tudi strani kakšnih drugih proizvajalcev in je pač fino, zato ker dejansko, ko res leti,
včasih pač teh 90 te res reši. Ne moreš seči po gel, pa še vedno zadaneš en zadovoljiv nos, oziroma kar visoko nos, tudi lahko v 1 uri in s tem v bistvu lahko marsikaj rešiš. Grejo zdaj po treningu. Okay. Po treningu se ne pije piva, ne, pustimo to. Regen, to je pa nekdo že odprl in že na pol spraznil. Če da si nekdo ni mogel pomagati. Zdaj so bolj ali manj govorila samo o ogljikovih hidratih, malo še o elektrolitih. Vseeno je pa potem pomembno zaužiti še proteine čim prej po zaključku vadbe, treninga. Ja, jaz bi še zmeraj dal poudarek na ogljikovih hidratih, ki pač mora biti zraven, ne bi sploh tega ločil. Jaz bi kar dal kategorijo beljakovine plus ogljikovih hidrati. Pokazalo se je, da je resinteza glikogena v prvi uri po naporu daleč največja, tista najbolj strmo v bistvu porast te resinteze je takrat. In seveda takrat je zelo pomembno, da vnesemo kot prvo dovolj ogljikovih hidratov. Zdaj neka taka številka, si jo zelo lahko zapomnite, je približno gram na kilo. In zdaj mi lahko to zelo pospešimo, če imamo pa sebi nek tekoč nadomestek obroka, sploh če pač nekaj časa traja, da pridemo do priprave hrane, če imamo kakorkoli, recimo kolesarji, ne vem, doping kontrolo, podium, karkoli od tega, dejansko mi lahko že prehitimo oziroma pridobimo nekaj časa noter in potem s kakšnimi takimi izdelki, se pravi z recovery, vnesemo pa zraven tudi kakovostne beljakovine. V večini recoveryjev in velja tudi v tem izdelku je v bistvu vir iz sirotke, se pravi iz sirotkin, bodi si koncentrat, bodi si izolat, odvisno pač od proizvajalca, ki približno zadane tam 25-30 gramov, se pravi, to je čisto po smernicah, ne bi po naporu tako vnesel 5 do 7 gramov teh esencialnih aminokislin. Zdaj ta vir, sam v približno 25 do 30 gramih sirotkinih beljakovin dobimo dovolj teh esencialnih aminokislin. In s tem v bistvu pokrijemo tiste ključne potrebe takoj po vadbi. Če zraven dodamo še ogljikove hidrate, imamo dejansko še bolj učinkovito resintezo in popravo mišic, ker inzulin, ki se ob tem sprošča, tudi te beljakovine spravi v mišice. Tako da imamo dejansko neko zmagovito kombinacijo na voljo že takoj po koncu napora. Zelo dobro. 6 ur in več bo trajala članska dirka za tiste, ki bodo sploh zdržali do konca in slišim, da jih bo zelo malo, nekaj 10, mogoče 30, 40. Koliko bodo torej pojedli ogljikovih hidratov? Koliko ogljikovih hidratov pojedo med samo dirko zmagovalec? Ja, jaz sem prepričan, da pri toliko intenzivni dirki s toliko višinskimi metri, tista elita, ki bo preživela, je ponavadi adaptirana na tiste najbolj visoke vnose in bi si upal trditi, da precej nad 100 gramov, mislim, sigurno nad 100 gramov ogljikovih hidratov na uro, zelo verjetno tudi 120 gramov na uro. To je tisti vnos, ki ga nekako elita že res kar obvlada in se mi zdi ima naštudiranega in postane nek avtomat. In se mi zdi, da na koncu res lahko naredi razliko že sam en zgrešen bidon, ena nedostavljena porcija vmes. Pa ključen bo seveda tudi loading v dneh prej, to je sploh pomembno, ko enkrat štartamo, pravzaprav samo nadomeščamo izgube oziroma poskušamo telesu prihraniti glikogen, ki je tam na voljo, ne moramo pa ustvariti novega. In ta glikogen, s katerim štartamo, je pravzaprav nekako odličen signalizator telesa, koliko energije na voljo. Jaz sem prepričan, da telo zelo dobro čuti zalogo glikogena in na podlagi tega tudi pusti, koliko globoko lahko gremo. In dalj časa, ko ta glikogen uspemo zadržati, saj del tega ščititi, to je tudi temu so namenjeni visoki vnosi, dalj časa lahko držimo visok nivo, pa kasneje noge začnejo zares peči. Se pravi 700 gramov. Ja, bi si upal reči. Cukra po domače. Tako, si predstavljate, koliko je 700 gramov cukra. Skoraj celo vrečo porabiš. Ja. Hvala. Z veseljem. Knap. Z veseljem. Gotovo smo se nekaj novega naučili o prehrani, tudi za naše običajne runde. Ko majčkan bolj leti. Tako. Ja, to je v bistvu drugače zelo pomembno, da jaz se zelo veliko ukvarjam s tem, da s pravzaprav dejansko športno prehrano in s tem zdravstvenim vidikom športne prehrane. Koliko škode si naredimo, če mi konstantno na treningu jemo premalo, koliko škode pravzaprav zdravstvene na koncu to naredi. To se mi zdi pomembno, da če nismo vrhunski kolesarji, če pač intenzivno vadimo, če smo veliko na kolesu, da seveda to vadbo podpremo z zadostnim vnosom kalorij, predvsem pač ogljikovih hidratov. Stomatologi so pa slabe volje. Ja, to je pa en drug del enačbe, ki ga še nisem uspel razrešiti, ampak obstajajo neka priporočila, kako malo zmanjšati ta škodljiv vpliv. No, to povej, tega pa ne vem. Ja, seveda, da bi v bistvu po vsakem vnosu enostavnih sladkorjev pač splaknil najprej z vodo, to je začetek, da smo dobro hidrirani, pa imamo tudi dovolj sline in je to neka najbolj naravna zaščita okrog zob.
Potem so še neke te ideje, da se v bistvu tik pred naporom v bistvu umije zobe in štarta z pravzaprav umitimi zobmi, ker to vse malo tiste zaščite ostane. Zdaj nekateri, to vem, da na treningu so uporabljali tudi žvečilne gumije vmes, se pravi, da se pač med treningom aktivno žvečajo ti žvečilni gumi, pa je splahne lusta, pa ga žvečajo naprej, a ne, tako da obstajajo različne strategije, bo pa treba, da kakšnega stomatologa še povabiti, pa vprašati koga, ki se dejansko s tem ukvarja, ker to je dejansko taka zanimiva tema, ki pa ne zadeva čisto vseh, ki delajo, a ne. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, da nas spremljate. Pojdite na naš Facebook, Instagram, YouTube in še kam na spletno stran. Uživajte in navijajte za slovensko reprezentanco. Srečno.